Tina Mahkota, lepo pozdravljeni. Dober dan. Srečali smo se na Bledu oziroma v Zasipu pri Bledu, v hiši, kjer je nekoč živela pesnica Vida Jeraj. Čudovito okolje. Tukaj je motivacija močnejša, ne, kot v Ljubljani, ali samo ugibam? Ja, čisto nepričakovano se je to v življenju zgodilo, malo naključij, malo zoprnije povezane s covidom in smo pač takrat, glede na to, da je moj poklic tak, da lahko ga pravzaprav opravljam kjerkoli, samo da potrebujem mizo pa računalnik, smo potem to drugi dom, recimo v tem starem vaškem jedru Zasipu napravili za prvega. No, in zdaj pač malo boje kombiniram, zelo vesela sem, lepo življenje, no, tako da lahko združujemo oboje, malo mestnega v centru Ljubljane in tukaj na vasi v Zasipu. Ko sem vas nazadnje gostila, se spomnim, da ste prevedli delo Učinek od Lucy Prebble. Takrat ste mi razlagali, kako ste morali določena besedišča poiskati, ker je bilo veliko znanosti. No, vi prevajate iz angleščine in iz nemščine. Tokrat pa bi rada predstavila nekaj stvari, ki so me vznemirile v zvezi z vami. Najprej seveda prevod knjige Kušej za mano belina, ne, od Martina Kušeja, avtobiografski esej. In pa seveda tudi vi ste prevedli premiero Zdravnice, dramsko delo britanskega znanega in popularnega dramatika in direktorja in režiserja Roberta Icka, ne. Jaz vam seveda za vse to čestitam, bi pa rada tudi to povedala, da imate tudi svojo založbo, ne. V bistvu boste tukaj objavljali dramska dela, prevajalna dela. Kušej za mano belina je že nekakšen založniški prvenec. Ja, torej moram malo poseči v preteklost, se pravi, no, založba se imenuje Mont, v šali bi lahko rekla pač založba, to sem jaz, se pravi, nimamo ne pisarne, nimamo ne drugih služb, sem jo nekako podedovala, se pravi, Mont je pred 25-30 leti ustanovil moj oče Ante Mahkota, ki je bil tudi avtor, pisec in je izdal še takrat kar nekaj naslovov, zlasti pač svojo Sfingo, v 2 izdaji, 2. in 3. izdal, pa še nekaj knjig. Nekaj sem se tudi jaz vključila, pa smo prevedli nekaj ne tako pač znamenitih naslovov. Potem je pa seveda stvar popolnoma zastala, življenjske okoliščine so bile takšne, jaz sem se ukvarjala z drugimi stvarmi. Moj oče je tudi opustil to in pač pred leti tudi preminil. No, zdaj v zadnjem obdobju mi je pa prišlo na misel, da bi pa mogoče jaz to lahko nekako obudila in bi se pa res rada morda predvsem osredotočila, no, na to področje, ki je meni najbližje, na knjige povezane z gledališčem, z dramatiko, z dramsko literaturo. Zdi se mi, da je tega dokaj malo. Seveda založbe zelo obotavljivo ali pa ne rade izdajajo drame, ker seveda je vprašanje, kdo sploh prebira dramatiko, kako seveda to spraviti med kupce, bralce. Poskusila bom, ne, recimo tako, če se malo pošalim, ker ste omenili moj opus, zlasti prevodov za gledališče, ne, tega se je res ogromno nabralo. Mislim, da sem prevedla skoraj 80 dram, vse so bile uprizorjene v slovenskih poklicnih gledališčih. Zdaj brez strahu, ne mislim zdaj izdati vseh, ampak nekaj res recimo najbolj pomembnih ali pa najbolj uspešnih pa že. No, ampak začeli smo pa s knjigo, ki ste omenili, to je pa knjiga Martina Kušeja, režiserja, direktorja gledališč, zelo, zelo ugledne osebnosti gledališke v nemško govorečem prostoru, ki pa je doma z Koroške, z avstrijskega Koroškega in tudi o tem seveda govori v knjigi. Torej Martin Kušej zelo dobro govori slovensko, razume, ampak ker praktično nikoli niti ni živel v Sloveniji, je napisal knjigo v nemščini, izšla je leta 2022 pri dunajski založbi Ediciona. Jaz sem jo pač, ker se zanimam za knjige in gledališče, po naključju pač sem zvedela, da je šla, sem jo kupila, se mi je zdela zelo zanimiva v marsikaterih segmentih. Nisem osebno poznala Martina Kušeja, vedela sem za njegovo delo, ampak ga v Sloveniji nisem nikoli srečala. Sem pa videla predvsem njegovih režij, zlasti opernih, nekaj v živo, nekaj na DVD-jih. In sem potem nekako se odločila, da bi pa bilo to zelo fino, če bi dobili to knjigo v slovenskem prevodu. In sem potem, glede na to, da pač Mont založba praktično je neka fikcija mogoče,
se je odločila, da bi bilo pa to zelo fajn, če bi imela nekega sozaložnika, ki bi pač prevzel vse te stvari, ki jih jaz še nisem vešča, od urejanja s pravicami do oblikovanja tiskarne, distribucije, in sem pač na založbi Beletrina naletela na prijeten odziv in smo se potem pač odločili, da bi pa to izdali skupaj. Originalni naslov je Hinter mir weiß. Vi ste se lotili prevoda, kako pa je on to sprejel? Jaz sem potem enkrat bila spet na Dunaju, naredila sem že nekaj kratkih odlomkov, enkrat za eno radijsko oddajo iz te knjige, potem sem bila pa spet na Dunaju in sem šla gledati precej predstav, takrat je bil on še direktor gledališke pomembne, verjetno nekateri menijo najpomembnejše dramske gledališke hiše v nemško govorečem prostoru, se pravi Burgtheatra. In sem bila na nekem pogovoru, ki ga je imel on v gledališču o sezoni takratni, in sem pristopila k njemu in mu to pač povedala, kdo sem, in sem mu predstavila, potem sem mu poslala pač nekaj svojih podatkov, bibliografije, in da se mi zdi, da bi jaz to zelo rada prevedla in izdala v Sloveniji, in je bil seveda zelo vesel te pobude, navdušen, in potem pač sem se tega lotila. Gre za avtobiografsko esejistično knjigo, predstavlja njegova dela, njegovo življenje, ustvarjanje, tudi nekatere drame zelo potanko opiše, tudi sodelavce, neverjetno zanimivo pisanje. Ja, res je, sej zato se mi je zdelo pač, da to ni samo zdaj nek skup nekih gledaliških anekdot, ki so tudi, seveda imajo svoje bralstvo in so lahko zanimive, morda bolj kratkočasne. Se mi je zdelo, da ta knjiga lep to nekako presega, da govori tudi o zelo pomembnih temah, kot so identiteta, se pravi recimo pri njem osebno, to nenehno prehajanje med tem, kako sam sebe vidi, kako ga drugi dojemajo. Slovenec, koroški Slovenec, Avstrijec, ko je delal v Nemčiji, so ga imeli za Avstrijca, ko je prišel nazaj v Avstrijo spet za Nemca. Govori seveda o politiki, ne samo pač avstrijski, ki je v času, ko je on živel v Avstriji, bila lahko zelo desničarska, govorijo o teh temah, ki pa seveda so zdaj morda še bolj zaostrene. Hkrati govori zelo osebno tudi o svojih, in to mi je bilo zelo simpatično, ne samo o svojih uspehih, ampak tudi o neuspehih, o zmotah, o predstavah, ki se niso posrečile ali pa ki so bile popolnoma narobe. S tem prav začne. No, to mi je bilo na primer zelo všeč, da je prva beseda v knjigi bu, se pravi ne aplavz, ampak recimo zavračanje publike. Prav pri operi, Toski o tem govori. No, potem to je pa moja čisto osebna neka obsedenost z Mozartom, zlasti z opere Don Giovanni. Videla sem ta, pač žal ne v živo, ampak posnetek na DVD-ju, ima precej o Don Giovanniju, in to je pač moja res najljubša Mozartova opera. In tudi s tem, to je bil en trnek, da sem se pač navdušila na to knjigo, ampak no, če pač zdaj res ne govorim, pa potem seveda razpne tudi temo jezika, jezikovne identitete, smrti, odnosa do Boga, do religije, ljubezni. In tudi recimo pač te svoje vizije, kaj si želi, kako si želi voditi, na trenutke skoraj da nezavzetno, trdnjavo, Burgtheater. On je prišel v Burgtheater pač po tej zelo, zelo uspešni karieri na evropskih dramskih in opernih odrih iz Münchna. Tam je bil 8 let, se mi zdi, je bil direktor, umetniški direktor gledališča Rezidenc, in ko sem pač jaz njega srečala, spoznala, je še bil v tej vlogi, in je pač si zastavil neko zelo, zelo odprto, vključujočo vizijo, kaj bi rad napravil, v tej pač ogromni, gledališki hiši, se pravi, treba je vedeti, oni imajo 4 odra, kakor pač pri nas recimo veliki oder, pa mala drama, tam je Akademij teater, plus še 2 gledališči, vestibül, pa kazino, skratka, to je res ogromen pogon, bi lahko rekli, Zelo, zelo lepo se mi zdi pa to v knjigi, in zato se mi zdi, da to pa zanimivo za Slovence, za slovenske bralce, ker približno na 10 straneh opisuje svoje začetke, obdobje v Ljubljani, konec 80-ih, kako je prišel v Ljubljano kot asistent v drami, potem je še nekaj predstav naredil v Ljubljani, potem pa pač se je vrnil v Avstrijo, in se pač potem tam pač začel uveljavljati, tudi v Nemčiji, v Stuttgartu, v Hamburgu, skratka zelo, zelo velik opus, kar imam zelo rada opero, da je tudi zelo veliko opernih režij napravil, se pravi ne samo dramske literature,
In nekaj teh predstav seveda tudi v knjigi bolj natančno analizira, se pravi že najprej dram, a ne samih besedil, in potem govori tudi o svojih predstavah. Recimo čist osebnega stališča pa mi je bilo pri tej knjigi na primer všeč to, da ni nekako posejana s preveč imeni. Zdi se mi, da kadar omenja tega pa tega sodelavca, pa to osebo, da jih v nek dostojen, lep kontekst, ne, se pravi, če je bilo kaj slabega, če je bilo kaj zoprnega, pač ne pove. No, in to se mi je zdelo tudi lepo, ne. Pa zahvali na koncu knjige. Seveda, ne, je pač omenjenih zelo veliko ljudi, veliko je bilo teh njegovih sodelavcev najbližjih v gledališču in pri pač uprizarjanju predstav. Mene je to presunilo, kako razkriva ta zelo osebni pristop k teatru, ta trenutek resnice, ko pravi, ko v gledališču ugasne luči, se zavest spremeni. To je pač ta neka bitnost temelja, ne, v bistvu gledališke umetnosti, a ne, pač je v trenutku, a ne, umetnost trenutka. Tisti trenutek, a ne, tukaj nas nekako postavi v to čarobnost ali čudežnost, a ne, da pač se pač začne nova realnost in pač njegova želja, recimo kot režiserja, kot intendanta, a ne, da pač svoje gledalce popelje, a ne, na to neko potovanje naprej. No, greva naprej do gledališke uprizoritve, torej premiere Zdravnica Roberta Ajka, ki ste jo tudi vi prevedli, to dramsko delo, in Martin Kuše je režiser in s tem spet ponovno režiral v Sloveniji. Ja, res prav zanimivo, ne, tako da bi nekdo nam to napisal, a ne, pač, a ne, nek scenarij, a ne, kje se bodo pač naše poti križale in srečale. Res malo je bilo pač čisto naključno, a ne, to dobro, potem sem res za izid knjige malo načrtovala, da bi se skoraj sovpadel, a ne, s Kušejevo premiero v Ljubljani. Ko sem že jaz tole nekako se odločila, imela že v delu, da bom knjigo prevedla, pa sem pa potem dobila povabilo iz Drame Vesne Jurca Tadelj, če bi prevedla Zdravnico. To dramo sem pa ne sicer na Dunaju, kjer so jo tudi v Burgtheatru igrali, videla v Gradcu, ker so jo pač veliko igrali po Evropi v nemško govorečem prostoru. In sem jo poznala, tudi Roberta Ajka, sem pač vedela sem o njem, pač kaj dela, kaj piše, in sem šla pred 2 letoma slučajno v Gradcu, sem lahko videla zadnjo, se pravi na dernieri Zdravnice sem bila, pol pač nisem niti razmišljala, se kaj dosti tem ukvarjala, dokler nisem potem dobila pa tega povabila, sem bila seveda takoj za in časovno, no, se je pa dejansko tako zdaj lepo vse poklopilo. In res, ja, pač Martin Kuše je lansko leto zaključil svoj mandat na Dunaju v Burgtheatru, kjer je bil intendant, in je se odločil, da bo pač prišel v Slovenijo spet in se je vrnil zdaj s to veliko, verjetno zelo pomembno predstavo Zdravnica. No, in to je uprizoritev, ki je on že režiral. Ne, tega ni. V Dunajskem Burgtheatru je pač dal to on na repertoar, režiral je pa to kar avtor Robert Ajk sam na Dunaju. Bila sem pa v stiku tudi s prevajalko v nemščino, ker sem pač pri prevajanju poleg vseh običajnih stvari, a ne, ki pač so lahko težke pri prevajanju, imela še to nenavadno situacijo, da sem pravzaprav v nekem trenutku delala skoraj s 3 izvirniki. Se pravi, drama je bila uprizorjena krstno v Londonu leta 2019, na Dunaju je bila potem leta 2021 v nemškem prevodu, ki ga je naredila Kristina Šlögl, ki je tudi dramaturginja v Burgtheatru. Potem je pa išla v knjigi Roberta Ajkovih dram in jaz sem prevajala pač najprej pač potem, to je bil zame pač izvirnik. No, potem se je pa izkazalo, da je bil angleški izvirnik, ki so ga delali v Burgtheatru, malo spremenjen, malo drugačen, kot je pozneje bil objavljen. In seveda tudi nemški prevod, Kušej se je pa zelo naslanjal na ta nemški prevod, tako da je bilo kar zelo veliko enega usklajevanja in iskanja variant. Povedala bi še to, v gledališkem listu, kot je navada, k sreči naša gledališča to še vedno ohranjajo, bo šel prevod v celoti, se pravi ta, kot je bil objavljen v angleščini, prevod v gledališkem listu. Za uprizoritev je pa Martin Kuše naredil svojo verzijo. Ne neke bistvene stvari, ampak dejansko je nekoliko drugačna verzija. Pa ste bili na vajah?
Bila sem na vajah, to je v bistvu en del tega opravila, ki ga imam najraje, ne, da grem seveda tresoč, ker vedno so še vprašanja, vedno se kaj izkaže, da kaj ni bilo dobro, pa dajmo popraviti, pa se to razume, pa kaj si mislijo s tem. To je zame kot en praznik, ne, da grem na tisto vodno vajo, bralno vajo, da se srečam z igralci, da gremo prvič skozi, kot se reče, ne, da pač preberejo. Sem pa tudi že prej, ne, v bistvu skušam zelo veliko bila v kontaktu, so bile razne preverbe, ne, kar je seveda zdaj v nemškem prevodu malo drugače. Pa cela plejada enih vprašanj se je tukaj odpirala, neka hierarhija odnosov med temi zdravniki, dvikanje, tikanje, da ne govorim o tem, ne, kar je pa prav posebnost tega besedila in še posebej uprizoritve, da želi avtor tako imenovano protizasedbo, se pravi, igra se s temi vprašanji identitete, rase, spolne usmerjenosti in bo morda nenavadno ali bom pač nek učinek imel gotovo na gledalce, da recimo lik Rebecca Roberts bo igral na primer igralec Saša Tabaković in še veliko teh, tako da tudi glede barve kože. Ne bom zdaj vsega povedala, zato ker je mišljeno, da gledalci sproti nekako dobivajo informacije, kdo v resnici ne, saj so pač to fiktivni dramski liki, ampak kdo je zdaj igralec, njegova pač prezenca nas ne sme zavesti, da je to tudi lik, skratka zelo kompleksno, ne, tudi seveda v prevodu sem morala se zelo veliko s tem ukvarjati, ne, recimo naj ne bi gledalec do konca skoraj izvedel za neko osebo, ali je moški ali ženska, kar je seveda v angleščini zelo enostavno, ker je pač lahko recimo partner, oboje partner ali partnerka, slovenščina pa tudi pač po sami strukturi jezika popolnoma drugačna, ne. Takoj, ko povem glagol v preteklem času, se moram odločiti, ne, ali sem risala ali sem risal. Tako da, je bilo zelo veliko dilem in težav in seveda navdiha in sreče, da sem lahko to delala. Robert Ajk, ga poznate že od prej, ne? Torej, vedela sem, poznala sem pač njegov opus do zdravnice, vem, da je tudi nagrajevan znova in še. On je zelo veliko napisal teh tako imenovanih novih verzij, ne, tukaj recimo v tej debeli knjigi, kjer je pač prvi del njegovega opusa, imamo Marijo Stuart, se pravi po Schillerju, Strička Vanjo, Orestejo, Divjo Račko, Ibsenovo in tudi zdravnica je dejansko v tem kontinuumu, kajti gre za naslednjo situacijo. On je vzel, razen v nemško govorečem prostoru, precej neznano Šniclerjevo dramo iz začetka 20. stoletja z naslovom Profesor Bernhardi. Dejansko je ta zdravnica, ne, naša, poglejte že v naslovu, ne, angleščini je The Doctor, in v nemščini in slovenska prevajalka smo se morali odločiti, je to zdaj zdravnik ali zdravnica. Lahko seveda tudi bila dohtarca, ne, ampak ne pojdimo zdaj še tja. Skratka, ta zdravnica, ne, ki je osrednji lik, je ženska. Pri Šniclerju pa je glavni lik profesor Bernhardi. In je to drama, ki se dogaja prav tako na pač neki ogromni kliniki. Srednji lik je profesor, zdravnik, primarij, profesor Bernhardi, ki je Jud in je seveda predvsem tema antisemitizma, ne, in vseh mogočih splet, iger, moči na tej kliniki. Te drame jaz nikoli sicer nisem videla, pred kar nekaj let nazaj jo je v Jozefstadt teater na Dunaju jo je režiral Januš Škica, nisem pa tega videla, pravzaprav niti ni pomembno za to, kar sem jaz pač prevajala, za zdravnico sem že vedela, da je pač ta navezava, ampak Ajk je tukaj spremenil pač cel kup stvari, no, že začenši s tem, ne, da je glavni lik zdravnica, da je vpeljal še vrsto drugih tem, odnosov med sodelavci, profesionalne etike med zdravniki, do etičnih vprašanj, do vpliva družbenih medijev, nasploh medijev na kolesje, ki se sproži ob nekem škandalu, kar pač je tukaj osrednji tisti pogon in motiv v drami, do tudi samomora s pomočjo, skratka, popolnoma je to se odmaknil, ne, od Šniclerja, od profesora Bernhardija. Recimo v profesorju Bernhardiju je 13 likov moških in samo ena ženska, ne, tukaj pač je precej drugače. Tina Mahkota, zdaj pa zanima me še ta vaša založba Mont, ne.
Torej, omenili sva Martina Kušeja, to prvo knjigo, ne? Zdaj pa imate pa seveda veliko še teh nadaljnjih vsebin, knjižnih, ne? Ki bodo išle v vaši založbi. Ali pa vsaj nekih sanj in želja, ne, skratka, začeli bomo res z velikimi imeni, ne, pač s Kušejem. No, naslednja knjiga, ta pa se že kar, je že zelo v nastajanju, da ne govorim samo o nekih gradovih v oblakih, bo pa izdaja 4 srednjih najpomembnejših dram Tennesseeja Williamsa. Se mi zdi, no, da je pač to res klasik 20. stoletja ameriške dramatike in da je pa lepo, ne, da recimo imamo tudi v knjigi te drame. Sej drame so izhajale v gledaliških listih, samo to se mi zdi je pač precej nedostopno, ne, pač ljudje verjetno ne hodijo, ne vem, specialistične knjižnice ali pa v arhive gledališč, da bi to prebrali, kaj šele študentje, ne. Tukaj sem se pa povezala s prevajalskim kolegom Zdravkom Dušo, oba sva prevedla po 2 drami, se pravi, vključili bomo Tramvaj po življenje in Orfej se spušča, ki jo je prevedel Zdravko Duša. Jaz sem pa prevedla pred leti Mačko na vroči pločevinasti strehi in Stekleno menažerijo. Se pravi, te 4 drame bodo išle v knjigi. To so bili vsi prevodi, ki so bili že tudi uprizarjani. Sva seveda zdaj oba z grozo brala za sabo, ugotovila, kaj vse morava še kaj popraviti, ne, tako da se je stvar malo zavlekla. Ampak ja, ta knjiga bo išla morda že pred poletjem. Pač kot založba Mont, a ne, sem pač pridobila avtorske pravice. Želim si, da bo lepo oblikovana, natisnjena. Naprej bom pa še videla, ne, se pravi, imam nekaj idej, predvsem, no, se pravi, da bi posegla po teh tekstih, ki sem jih že prevajala, se pravi, možna bi bila kakšna knjiga sodobne irske dramatike ali pa zdaj bom kmalu prevedla že 3. dramo Lucy Kirkwood, prevedla sem Otroke. Avtorice gledamo predstavo Otroci, ne, ki je zelo uspešna, ne. Ja, in Nebesja, zdaj bom prevedla še Komarje. Bomo videli, ne, zdaj. Tina Mahkota, imate res bogat dramski opus, torej škotskih, irskih, britanskih. Spomnim se, da ste mi 2 ali celo 3 pomagali pri prevajanju Rodija Doyla, ko je gostoval v Sloveniji, ne. Vi tudi prevajate iz slovenščine v angleščino, ne. In spomnim se vašega Cankarja, ne. Ja, res je, tudi ne, seveda v angleščino tudi občasno, no. Res prevedla sem kar nekaj dramatike za recimo različne te bolj predstavitve, a ne, slovenske dramatike, poezije nekaj tudi, Marušo Krese, ki je bila moja draga in ljuba prijateljica, sem tudi prevajala v angleščino. Ampak ja, to, ko je pa prišla ta pobuda in ideja o prevajanju Cankarja v angleščino, sem pa res najprej zajela globoko sapo, ne, kako, kaj. To je pa bil res en zelo, zelo poseben, čudovit projekt, ki so ga izpeljali skupaj Prešernovo gledališče Kranj in kolegica Slovenka, gledališka direktorica in režiserka Andreja Kovač, ki živi v Kanadi. In je pač našla nek način financiranja z evropskimi sredstvi in je skupaj v koprodukciji s Prešernovim gledališčem in z njenim gledališčem Crane Creations Theatre pridobila sredstva in so se odločili, da izdajo vseh 7 Cankarjevih dram v angleščini. Za 2 sem bila jaz povabljena k sodelovanju. Ostali prevajalci so bili Michael Biggins, Rolly Grau, Jason Blake in jaz skupaj s Tomom Priestleyjem sva prevedla pa Cankarjeve Hlapce in Lepo Vido. Se pravi, to je res krasen paket. Zdaj, naslednji korak pa seveda je pa po mojem še težji kot pač prevesti in izdati, je pa to poskusiti recimo, če tako rečem, uveljaviti ali pa plasirati nekam v angleško govoreče ali pa recimo, da bi bila angleščina kot tisti most, pač kot jezik posrednika, da bi nekdo se recimo navdušil, a ne, in tole uprizoril. Se veste, pač v ZDA in podobno tudi v Kanadi, a ne, so gledališča absolutno nesubvencionirana in za te tako velike recimo prizoritve kot recimo Hlapci, a ne, kjer pač potrebuješ ogromno zasedbo, ne vem, kostume, scenografijo, so to najbrž res nedosegljive sanje, a ne, da bi pač se to kdaj kje uprizarjalo, ampak
Ne vem, mogoče pa, ali pa vsaj bralne, ali pa med študenti. Jaz vem samo zato, no, da so recimo kmalu po izidu, da so nekje v Londonu imeli bralno prizoritev Lepe vide ali Beautiful vida v neki manjši off sceni. Kaj se pa še kaj s tem naprej dogaja, pa ne vem, ampak kakorkoli, ne, knjige so, prevedene so. Če smo že prej rekli, da je gledališče stvar trenutka, knjige pa ostanejo, ne. Tina Mahkota, jaz bi samo še na koncu dodala, ne, zdaj ne vem, natančnih podatkov nimam, ampak trenutno se v vašem prevodu izvajajo v Trstu, ne, predstava Prebrisane male leži. Avtor je Joe DiPietro, potem je Nebesje, ki sva ga omenili, od Lucy Kirkwood in seveda Lucy Kirkwood Otroci in potem Dennis Kelly Sirote, ne. To je vse še leto 2024, ali sem katero izpustila? Ja, mislim, da so vse te še pač žive, ne, kot se reče, predstave, tako da sem vesela, ne, zelo. Včasih pa resno, ko prideš v Dramo, pa vidim, spet igrajo, sreča, ne, je to. Tina Mahkota, hvala za pogovor in res vse dobro. Hvala, Nina, hvala za povabilo.